ne zapirati tem. Zato si še premajhne, idi se raje igrati, to pa res niso teme za to pa to starost. To večkrat počnemo iz nekega občutka ali nelagodja, ali pa ker jih želimo obvarovati pred mogoče zahtevnejšimi temami prehitro oziroma naj počakajo na kasneje. Dobri nameni so vedno zadaj. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Lepo pozdravljene bralke in bralci, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. To je Večer za vikend, daljša različica našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga dostavljamo ob delovnikih in ga lahko poslušate na vseh platformah za podcaste, Apple Podcast, Spotify, tudi na naši spletni strani in še zagotovo marsikje. Danes pa torej v daljšem pogovoru pred začetkom konca tedna vsako jutro rečemo, veseli smo, da ste v naši družbi in to ni floskola. Danes pa imamo tukaj tudi sogovornico, za katero smo veseli, da se nam je pridružila v tednu otroka, ki traja vse do nedelje. Z mano je Nina Babič, psihologinja na osnovni šoli Martina Konšeka in predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor, ki že več kot desetletje tudi vodi letovanja, ki jih ima, torej ZPM Maribor. Nina, dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav. Teden otroka je torej, vi ste šolska psihologinja, od kod smo vas zdaj potegnili dopoldan? Šolskih hodnikov. Zelo sem se morala potruditi, da sem lahko prišla, ampak ja, po glavnem odmoru je šlo. Kako je pravzaprav sploh videti delo šolske psihologinje, kako je videti vaš dan? Predvsem, kar bi jaz rekla, nikoli mi ni dolg čas. Zelo redko sem v svoji, 21-letni karieri doživela nek dan, ker bi bilo dolgočasno. Zelo nepredvidljivo, glede na to veliko stvari je strukturiranih, kar pač počnemo, izvajam tudi, razredne ure, dodatno strokovno pomoč, razredne ure v okviru razširjenega programa, to je nekaj, kar je na urniku, ostalo pa po potrebah vseh sodelujočih, torej predvsem učencev, sodelavcev in pa staršev. Torej, teden otroka traja od tega ponedeljka pa do nedelje. To je program, ki ste si ga izmislili prav pri Zvezi prijateljev mladine. Ja, Zvezi prijateljev mladine Slovenije, tako je. Tako da posebej damo poudarek na otroke, čeprav bi teden otroka moral biti vsak dan, pravzaprav dan otroka, ne? Ampak ja, tukaj posebej se spomnimo na to, kako zelo je pomembno otroštvo in stvari, ki spadajo zraven. Traja pa že res zavidljivo število let, od leta 1954, torej 71, če smo prav zračunali. Ja. In vsako leto izberete neko temo in letošnja tema je prijaznost. Prijaznost ti bo krila dala, vedno reci prosim in hvala, je slogan letošnjega tedna otroka. Zdaj, ko sem videla to temo, to smo se prej pogovarjali, zdela malo kar na prvo žogo oziroma precej preprosta, ne? Prijaznost, o tem ves čas govorimo, ampak najbrž ni tako samoumevna oziroma lahko vseeno gledamo različno na njo. Kaj si vi predstavljate pod tem pojmom? Ja, jaz sem morala tudi kar krepko razmisliti, ko sem videla letošnji slogan in potem, ker prijaznost povezujem zelo blizu mi je poslušnosti oziroma bi raje, da bi bila bližje odgovornosti, ker prijaznost sama po sebi, jaz se ne dojemam kot tehniko ali pa kot nekaj, kjer moraš vedno in zmeraj biti prijazen, ampak kot dobronamernost, kot neko osnovno spoštovanje do vsakega človeka, ki ga srečamo, do vsakega človeka, s katerim stopimo v kontakt. Meni se je to zdelo predvsem pomembno, da je prijaznost ta neka dobronamernost, iskanje najmanjšega skupnega imenovalca s prav vsakim človekom, ki ga srečaš, in če jo tako razumeš, potem je dosti bližje tudi tej odgovornosti in pozivanju k temu, da smo drug z drugim strpni, prijazni, oziroma da nekako iščemo dobro in iščemo skupne rešitve zaradi tega, ker se mi zdi, da je v svetu kar veliko nestrpnosti, včasih tudi slabonamernosti ali pa pogleda samo vase in ne v tiste, ki nas obdajajo, no. In če na to spomnimo otroke, še najbolje, če jim to pokažemo z zgledom, je to potem odlično.
Ko ste se pogovarjali z otroci o tej temi, kako so jo oni videli oziroma kaj so neke njihove asociacije, kako sami mislijo oziroma rečejo, da prakticirajo No, prijaznost? mi smo se po pobudi ZPMS-ja lotili table hvaležnosti. To pomeni, da smo se predvsem ta teden ukvarjali s hvaležnostjo. Mislim, da po razredih zelo različno, razvojne stopnje starosti primerno. Vsi učitelji so se zelo angažirali ali pa dajmo reči večina. Mi smo se pogovarjali na predmetni stopnji, zdaj govorim veliko o hvaležnosti. In če jim prepustiš, ne samo kot tabla hvaležnosti, ampak tudi to, kar doživljajo čisto osebno, kot nek privilegij ali pa rečemo ne kot samoumevno, kaj v življenju dobijo, so se pojavile stvari, ki so nekako osnovne. Zelo blizu so starši, prijatelji so takoj v tem odnosnem smislu, dom, pitna voda, mir, priložnost za igro, za hobije. Hvaležni so za ne preveč nadležne mlajše sorojence. Poskušam se spomniti, kaj so vse govorili, bili so tudi izvirni. Hvaležni so za hišne ljubljenčke, za to, da se lahko igrajo. Skratka, pa to naštevam stvari, ki jih nisem. Zvenijo mogoče malo, da so lansirane strani odraslih, ampak dejansko so to pisali, ker so po mojem dovolj ozaveščeni, vidijo, kar se okrog njih dogaja in so šli v te osnovne otrokove pravice. Potem so pa bile čisto take še osebne za stvari, ki jih imajo, da ima, ne vem, svojo sobo, računalnik absolutno, da lahko prosto hodijo, da se lahko družijo, da ni preveč nevarno zunaj. Skratka, hvaležnost je nekaj, kar bi bilo fino, da se čisto vsi spomnimo na njo večkrat, potem nam stvari ne bi bile samoumevne, no. Ni to nekaj, torej prakticiranje hvaležnosti ne vidite kot nekaj new age-ovskega, nekaj, kar je popularno v zadnjih letih? Včasih je lahko, pa ne vem, pa dnevnik hvaležnosti, pa vsak večer hvaležnost. Jaz mislim, da New Age-ovsko tako ali drugače, to so vrednote, ki ne morejo škoditi. Naj se jih vsak loti na svoj način. Če ni blizu meni, ne pomeni, da ni blizu nekomu drugemu. Tako da jaz mislim, da ne glede na to, kako in na kak način in tudi zakaj se ukvarjaš s hvaležnostjo, nekje pusti svoj odtis in nas pelje v to dobro stran našega bivanja, no. Prakticirate to tudi sicer s svojimi učenci, s katerimi imate neke individualne ure? Hvaležnost? Odvisno. Težko bi rekla, da mi je to rdeča nit oziroma dejansko ta teden bolj kot drugače, no. Ampak ja, kadar pridemo odvisno od težav ali pa bomo rekli od namena svetovanja, če govorimo o tem, ampak se pogovarjamo, sploh kadar se stvari prelahko jemljejo. Ampak ni to nekaj, kar bi načrtno delala, ne, to pa ne morem reči, da ja. Kako pa ste sicer še obeležili ta teden otroka na vaši šoli in potem širše pri Zvezi prijateljev mladine? Videla sem veliko nekih dogodkov, delavnic. Ja, na Trgu svobode so sodelavci in s prostovoljci, seveda, in imajo predvsem v dopoldanskem času, razen včeraj je bilo še popoldan, različne aktivnosti. Program je objavljen in zelo so se odzvale mariborske in okoliške osnovne šole in pa vrtci, predvsem, ki so jih vzgojiteljice, učitelji, vzgojitelji pripeljali na trg in so se udeležili od bralnega maratona do različnih ustvarjalnih delavnic. Ogledali so si tudi predstave, izdelovali so kamenčke miru. Nastajala je živa razstava hvaležnosti tudi, prijaznost je, hvaležnost je in se v bistvu še zdaj v tem trenutku nastaja na trgu. Skratka, en kup različnih aktivnosti, ki če jih ponudimo otrokom in mladim, se jih z veseljem udeležijo. To sem zdaj namerno rekla, ker včasih govorimo samo o tem, kako zelo jih privlačijo telefoni in druge elektronske naprave, ampak velikokrat dokažejo, da kadar imajo priložnost, so te analogne igre in to, kar jim je nekako dano, celo vodijo pred tistimi digitalnimi. Tako da to bi bilo super sporočilo, čim več priložnosti, da se jih lotijo in boste videli, da ne rabijo veliko, da je igra spet tisto, kar je nekoč bila igra. Tako da ja, na trgu je zelo pestro. Moram reči, da gre tu zasluga vrtcem in šolam, da sami, zato nimamo več popoldanskih delavnic, sami več
ne prihajajo z družinami toliko otroci kot prej v času tedna otroka, več mogoče na festivalu Lent, ko imamo delavnice, tako da kar se pa tiče obiskanosti dopoldan, je pa super pravzaprav, sploh če nam je še vreme naklonjeno, se dogaja marsikaj in je prav luštno videti, no, ta vrvež in kako drugače zaživi mesto, ko je polno otrok. Kar se pa šole tiče, še enkrat po razredih smo delali zelo različne aktivnosti, veliko se ukvarjamo s hvaležnostjo, dneve dejavnosti imajo tam mlajši in so tudi bili včeraj, mislim, da na trgu, na teh delavnicah, bili so v kinu, danes imajo športni dan, skratka, probamo v tem tednu mogoče imeti malo manj šole. Obveznosti, kot pa ne zato, da bi s šolo bilo kaj narobe, ampak predvsem pri malih je igra tisto, kar rabijo. In jo probamo spodbujati. Starejši, zraven tega, da so pisali matematiko včeraj, pa se predvsem pogovarjajo in nekako na drugi stopnji. Oni dajo zelo veliko, tudi razmišljajo. Obeležujemo ta teden otroka na ta način. Se počutijo razbremenjene tudi malo v tem tednu, sploh starejši? Se pravi, včeraj so pisali matematiko. Nismo načrtovali v skladu s tednom otroka, ne, hecam se. Ne vem, vejo, da obstaja, verjetno bolj ga, bi jaz rekla, integrirajo ta mlajši. Tak imam jaz občutek, no. Da se, ker se zelo veliko in samo o tem govori, starejši, saj veste, najstniki. Teden otroka, okej. Fajn. Kaj pa recimo za starše oziroma za odrasle, kaj je namen, da potegnejo iz tega tedna otroka? Je to neko prespraševanje, kakšen je položaj otrok danes, da pogledajo torej svoje otroke, kako jim gre? Kaj lahko potegnemo iz tega, razen teh nekih fajnih stvari, o katerih sva govorili? Ja, pa te fajne stvari so nujno potrebne za dobro uravnoteženo počutje med vsemi obveznostmi vseh nas, odraslih in otrok, da se spomnimo na to, da tisto otroško v sebi, jaz mislim, da bi to bilo fino sporočiti staršem, ne glede na vse težave in strese in pritiske, ki verjamem, da jih ni malo, poskusijo uravnovesiti to z tem otroškim, kaj dojemamo kot otroško igro, neko sproščenostjo, gibanjem, skratka, in da se spomnijo, da so te vrednote ne preživijo. Včasih se nam zdi, da so to stare vrednote in da danes prevladujejo druge, mogoče res na katerih pogledih pa nič hudega, drugačne vrednote, ampak jaz mislim, da to ostaja. In pozvati odrasle, da sledijo temu vsaj en teden, pa mogoče potem še naprej, saj eni to počnejo ves čas, je to namen in seveda ozreti se širše, ker otroci na svetu trpijo zelo. In je ta pogled, da smo v svojem mikrokozmosu hvaležni, zadovoljni z tem, kar imamo, je tudi ena od stvari, ki bi mogoče bilo dobro se jih ta teden zavedati. Pridejo v šolske učilnice te informacije oziroma pridejo do otrok te informacije, da kakšen je svet okrog njih širši, ne seveda. stran od... Jaz mislim, da še že znotraj pouka oziroma različnih predmetov o tem veliko pogovarjajo. Mene vedno znova, tudi po 21 letih, šokira pravzaprav, koliko otroci vedo. Koliko nekih stvari ostane in koliko je iz tega nekega pogovarjanja doma in v šoli o aktualnih temah, o tem, kako in kaj se v svetu dogaja in kaj so tega ozaveščanja, no, je veliko in dostikrat tudi ta majhni veliko vedo, jih podcenjujemo. Samo vprašati jih je treba, dobimo zanimive aspekte razmišljanja, ki niso vedno in ne nujno povzetek tega, kar mislimo mi. Kako pa se pogovarjati z otroki, ko recimo sami načnejo kakšne take teme, doma starši, vi kot psihologinja, predvsem jih učitelji? ne zapirati tem. Zato si še premajhne, idi se raje igrati, to pa res niso teme za to pa to starost. To večkrat počnemo iz nekega občutka ali nelagodja, ali pa ker jih želimo obvarovati pred mogoče zahtevnejšimi temami prehitro oziroma naj počakajo na kasneje. Dobri nameni so vedno zadaj, nihče se
ne zaustavlja pogovora z otroki zato, ker pač bi jim slabo želel, ampak zaradi tega, ker se nam zdi, da so lahkotnejše teme bolj primerne, tako da mogoče jaz bi dala nasvet ne glede na to, kaj odprejo, ker mlajši, ko so, bolj neposredni so, sprašujejo bolj direktno, odpirajo teme, ki nam lahko malo včasih sapo vzamejo, ampak probati vzdržati v tem in jih vzeti kot resnega sogovornika, pač na nivoju, na katerem so razvojnem, in se v skladu s tem tudi z njimi pogovarjati. Ne jih odpravljati s tem, da so premali, ne razumejo ali da se jih stvari ne tičejo, sploh če so oni tisti, ki vprašajo prvi, tako kot ste rekli, ne? Prej sem vas želela še vprašati, se spomnite vi svojih tednov otroka? Ne, Ne. ne spomnim se. Pa so bili, ne? Ja, mislim, So da bi bili, morali seveda. biti. Seveda. Ja, tako da ne, nimam spominov, vi imate? Ne, sej spomnim se samo, da smo lahko v šoli zbrali en obrok in da smo v tistem O. tednu in da smo seveda vsi izglasovali pico. Mi imamo to mesečno še vedno, kljub vsem smernicam smo nekako dali dan na mesec, ki je po izbiri enega izmed oddelkov in je zelo suhoparna izbira potem pica ali hamburger je bil še včasih, ali pa kaj so še imeli, hot-doge, mislim, da pa tako da to imajo kot en dan na njihovo željo ali pa po njihovem izboru. Še vedno luštna tradicija. Očitno smo potem z leti vse bolj obložili vseeno te tedne otroka, da je zdaj več dogajanja, čeprav, kot sva rekli, že od leta 54, ne. Zdaj, ko sva se pogovarjali prej, preden sva se usedli tu in so se prižgale kamere, ne, sva se pogovarjali, da seveda ena izmed tem, ki se jim ne da izogniti, je duševno zdravje otrok. Pa ste rekli, da se lahko o tem pogovarjamo, oziroma se to je neizogibno, prideva še do tom telefona, ampak da o tem res toliko govorimo, da je pa morda že malo izpeto. Ja, pa ne bi htela, mislim, zelo je pomembno in izpeto v smislu, ker potem različni vidiki, različne okoliščine pripeljejo do tega, da potem govorimo samo o tem, ali pa dobi se vtis v javnosti, da je vse izjemno slabo. In da vse, kar se tiče duševnega zdravja otrok in mladostnikov, gre navzdol. Ja, absolutno je treba o temah govoriti in ja, absolutno imamo še veliko za postoriti, predvsem odrasli, po mojem mnenju, da bi se nasplošno to duševno stanje otrok in mladostnikov izboljšalo, ampak ne toliko izpeta kot, ne vem, velikokrat smo že o tem govorili, kaj bi še dodala, da je to proces dvigovanja, dajmo reči, spet kapacitet naših otrok in mladostnikov, da ne pride čez noč in da je to nekaj, čemur je vredno posvetiti čas, da se ne bomo narobe razumeli, absolutno. Čakalne dobe vseh strokovnjakov zunaj osnovnih in srednjih šol, torej pedopsihiatrov, psihologov, specialnih socialnih pedagogov, so prav neverjetno dolge, da otrok pride do pomoči, ki jo mogoče trenutno samo, ni nujno, da kronično ali pa zavedno potrebuje, je to kar umetnost dandanes in to nam veliko pove, kje smo. Tako da absolutno poudarek temu, ampak predvsem v smislu, da dovolj je opisovanja, dajmo iti v akcijo, dajmo delati stvari, kot vemo, da bi jih morali, da bo se potem to odrazilo na naših mladih. Pa pridejo otroci do šolske psihologinje tudi se pogovarjati o lepih zgodbah? Ja. Na mojo srečo, ja. Pridejo tudi takrat, niso vse teme, včasih smo bili psihologi, se mi zdi na šolah taki tabujčki, kdo je šel psihologu, je verjetno, ne vem, nekaj narobe z njim, držala se ga stigma, da je nor ali pa da je, skratka, dandanes temu, oziroma dandanes že dolgo temu ni tako. Sploh, ker se svetovalne službe, po mojem, na šolah nastavljajo kot podpora vsem, ne samo kot tisti, ki kaznujejo ali pa vstopijo, ko učitelj potrebuje pomoč, ali pa takrat, ko so stvari hudo narobe, ampak tudi takrat, ko je kakšna tema ali pa potrebuješ morda človeka 1 na 1. In ja, veliko je zgodb, veliko je še vedno zaljubljenosti, veliko je teh medvrstniških prijateljskih zagat, veliko je nekih deljenj, nekih
domačih ali pa tudi šolskih uspehov in hvala Bogu sem rekel za mene, zaradi tega, ker je potem to v kombinaciji z vsem zahtevnim ravno prava mera, da rada hodim v službo. Nosite te zgodbe tudi domov? Ne. To sem se naučila, zdaj imam že nekaj kilometrine. Moram reči, ne uspe mi čisto vedno, ampak vseeno težko je kvalitetno opravljati svoje delo in ostati, kako bi rekli, dovolj da bi jaz ostala dovolj stabilna, če bi vse zgodbe, ki jih slišim, ki se me dotaknejo absolutno, nosila sabo domov, potem po mojem kapaciteta za dobro delo zelo hitro pade. Tako da črta v pesku je, jaz pravim, odlaganje ta med privatnim in profesionalnim je pa ostane tisto, kar je osebno. Tako da tega ne morem ločiti. Ne moreš biti robot, ne moreš pa se infiltrirati zgodbe, ker ti ne znese, pa tudi nikomur ne pomaga. Večina ljudi, ki potrebuje pomoč, rabijo nevtralnega, empatičnega, dovolj vpletenega sogovornika, ki pa ostane takrat, ko je hudo, opora. Ne preplavijo ga iste zadeve in odnesejo skupaj s tistimi, ki so v težavah. Ne vem, če je to razumljivo, ampak ja, je pa terjalo nekaj dela na sebi, mislim, da ne bi dolgo zdržala, če bi temu bilo tako. Veliko govorimo tudi o tem, kako so se spremenile generacije otrok, sploh po pandemiji, kako pa so se spremenili tudi starši, ne, s katerimi prav tako delate, učitelji. Ja, časi so se spremenili. Jaz pravim, zdaj bo počasi težko primerjati že, ne vem, lani pa letos. To se mi včasih zdi, da so te spremembe tako zelo hitre, mi pa kar vztrajamo v tem, da se vračamo nazaj in serviramo, ne vem, otrokom, kako je bilo pa včasih, ja, drugače. Ampak oni zaznavajo ali pa slišijo, včasih je bilo vse dobro in lepo, danes pa je vse slabo in to ni sporočilo, ki bi motiviralo in navdihovalo naše mlade, ne? Je predvsem zelo drugače. Zelo drugačni so otroci, ja. Zelo drugačni ali pa smo odrasli, tudi res, eni se nekako tem hitrim spremembam lažje, drugi težje prilagajamo, okoliščine življenja so zelo različne in se z njimi različno spopadamo. In potem pridemo do ene zelo pestre ali pa zelo različne skupine ljudi, ker bi bila nefer, če bi rekla, grozno je delati starši, včasih je zahtevno, ampak ne zaradi tega, ker nočejo ali sodelovati ali dobro svojemu otroku, ampak v tistem trenutku različno zmorejo. In potem so poti težke, zdaj pa ali so to vsi starši, absolutno ne, ali jih je večina, bi tudi rekla ne. Večina oziroma čisto vsi delajo najboljše, kar trenutno zmorejo, mi smo pa tisti, govorimo o šoli, ki išče neko skupno točko, da delamo v dobro otroka, tako da ja, starši so se spremenili, vse veliko za brati, veliko, kadar beremo, je veliko tudi kritik, permisivna vzgoja, avtoritarna vzgoja, ne ena ne druga nista prinesla želenih rezultatov. Mogoče je bilo fino, da se začnemo pogovarjati o ne črno-belih, ampak nekih sivih variantah, torej pa povabiti nazaj zdravo kmečko pamet tudi ne bi bilo slabo, da se potem bi se lažje našli v zmešnjavi teh odnosov, no. Tako da ja, včasih vsi smo se učitelj kot avtoriteta, nekoč je bila formalna, saj veste, učitelj nekoč je s tem, ko je postal učitelj, dobil avtoriteto skupaj z diplomo, ker se učiteljem ni ugovarjalo, ker je vse, kar je učitelj rekel, bilo res in pravilno in tega, da danes ni formalna avtoriteta, je šla v osebno. Jaz ne rečem, da je nimajo, včasih slišim, ne, dobene avtoritete, so avtoriteto ste jim vzeli, ampak še vedno obstaja tista osebna, ker ti gradiš odnos z posameznim učencem, z razredom in potem je veliko od tega odvisno, kako ti bo ta razred sledil. Tako da razrednotenje včasih mi je težko brati ali pa poslušati, da se to
če zdaj se vrnemo nazaj k prijaznost, govorijo o učiteljskem poklicu kot o nečem, ker se govori samo o počitnicah, ki jih imajo, oziroma dopustih, niso stvari tako črno-bele, o tem, da hitro zapuščajo šolske prostore. Skratka, s tem se skuša na nek formalni ali pa splošno mnenjski način zmanjšati vrednost tega, kar počnejo. Jaz ne bom se tu zdaj postavila na branik tega, da zdaj pa dajmo dokazovati, ampak tisti, ki so kadarkoli delali v šoli, vedo, da temu ni tako in da je mnogo več od delovnega časa opravljanja učiteljskega poklica. In ta kontrapol, da se potem počutiš ne preveč priljubljeno, jemlje samo formalno avtoriteto. Jaz mislim, da veliko učiteljev potem v tistem delu, ko delajo z mladimi, to osebno zelo dobro izvaja in še vedno jih imamo dovolj, čeprav vedno manj. Jaz mislim, da bi nas to moralo skrbeti. Kriza je v pridobivanju ali pa produciranju ali pa vzgajanju novih učiteljev, tako kot marsikje, ampak to bi nas moralo skrbeti. Tako da, časi so drugačni, ni nujno, da so slabši, boljši, lahko so enako dobri, kot so bili nekoč, ampak na popolnoma drugačen način. Kako je na vaši šoli s kadrom učiteljskim? Ja, luštno, trenutno smo pokriti, kaj pa vem, vedno znova, ko iščemo nove kadre, tu se recimo, kje se vidi razlika. Včasih, ko je bil razpis, je prišlo 130 prošenj, zdaj, če jih pride 6, ali pa včasih 2, ali pa včasih vsaj 1, to je neverjetno. Če opazuješ za kulisijo ta proces, to se je zelo spremenilo. Zelo spremenilo, tako da za enkrat ekipa sodelavcev dobro deluje in trenutno ne iščemo nikogar, no. Zdaj, eden izmed programov Zveze prijateljev mladine je tudi Tom telefon, o katerem sem že rekla, da bova tudi nekaj govorili. Vi ste tudi usposabljali te prostovoljce, ki torej tam delajo, in prej ste mi dejali, da so to edini prostovoljci, ki so anonimni, za katere pravzaprav nihče ne ve, kdo so. Jaz sem tudi te mesečna intervizijska srečanja z 2 svetovalnima skupinama, Tom telefona tudi izvajam, tako da sem kar v tesnem stiku z njimi. In dejstvo je, da so od vseh naših prostovoljcev oni edini, ki se nikoli ne oglašujejo, ne slikajo, ne prejemajo javno nagrade, zaradi tega, ker je enako, kot je na telefonu zagotovljena anonimnost otrok in mladostnikov, ki kličejo, je zagotovljena anonimnost svetovalcev. Tako da to so naši prostovoljci, ki delajo v 9 svetovalnih skupinah po Sloveniji. Mariborska skupina je izjemno močna, delajo 365 dni na leto, od 12 do 8, torej čisto vsak dan, čisto vsak dan, prazniki, vikendi, in pokrivajo te termine. Skupina prostovoljcev, ki se izobrazijo v osnovah telefonskega svetovanja in potem se izobražujejo sproti vsako leto večkrat, da ostanejo v stiku s tem, kar se pri mladih dogaja, oziroma z novimi izzivi, ki jih prinašajo tudi nove, kaj pa jaz vem, spremembe in tehnologije. Tako da izjemno aktivna skupina, na katero včasih pozabljamo. Tiho so ob vseh naših programih, ki tečejo, tudi ko so letovanja, gre čez 1800 otrok na morje in na Pohorje, tudi ko so dedki mrazi, tudi zdaj, ko je teden otroka, se za svetovalce Toma nič ne spremeni. Ob 12 se odklene svetovalnica, dajmo reči, ker je tudi lokacija anonimna, in ob 8 se zaklene in drugi dan enako. Tako da moj velik poklon prostovoljcem vsem, ampak posebej prostovoljcem Toma, ki jih ta tišina ne moti in ki izvajajo prostovoljstvo v, jaz rečem, korenu svojega namena, torej zato, da nekomu olajšajo dan, pomagajo rešiti kako težavo in iz nobenih drugih, absolutno nobenih razlogov. Zdaj, podatki sicer kažejo, da je število Tom kontaktov v letošnjem letu največje v zadnjih 5 letih, oziroma da v prvi polovici leta 2025 so prejeli 14 892 kontaktov, kar je 5,6% več kot v lanskem letu.
in da med kanali še vedno prevladuje telefon, opazno pa raste tudi uporaba e-svetovanja, kažejo torej ti podatki. Število klepetov ostaja približno enako, pa še to recimo, da je povprečen svetovalni telefonski klic trajal 7,1 minute, kar pomeni, da je klicev več, vendar so krajši. In da so klepeti v povprečju trajali 38 minut. Kaj vam? Tona, koliko statističnih podatkov Ja, je. to sem... Zanimivo. Ja, saj približno vem, da je tako, večje število, pa manj tako imenovanih Tako. kriznih klicev, torej tistih zahtevnejših. Med krizne klice štejemo tiste, ki trajajo dlje časa in ker gre od stopnjevanja neke stiske do reševanja resnih težav z elementi kaznivih dejanj koga drugega in pa tudi samomorilnimi mislimi. To so ti krizni klici, ki so zdaj po dolgem času prvič v upadu, kar nas izjemno veseli. Mislim, da sem vas prekinila, ste me hteli nekaj v zvezi s tem vprašati? Ja, želela sem vprašati, to je seveda statistika, v kateri so skrite vse te zgodbe. Kaj vam pove ta statistika oziroma kakšne so te zgodbe, kdo so ti otroci, ki kličejo? Okej, najprej jaz vedno pravim, ta tabu, da so to samo svetovalni klici, daleč od tega. Vse anonimne, brezplačne linije so vedno zelo privlačne za tiste, ki preizkušajo svetovalce. Jaz mislim, da mladi ne vedo veliko, da so tam prostovoljci, ki čakajo, ampak povsod na vseh helplinih oziroma teh linijah pomoči za otroke in mladostnike in tudi odrasle veliko klicev z neresno vsebino. Torej mi jih imenujemo preizkuševalni klici, ker otroci v bistvu svoj dolg čas preganjajo s tem, da kličejo in si izmišljajo različne težave. Ti so še lušni, pa iščejo recepte, pa pizzerijo, pa skratka, saj veste, to so preizkuševalni klici, ki jih do neke mere lahko razumem in ker se včasih ne bom rekla, dostikrat včasih se prelevijo v svetovalne klice, ker nekdo, kjer se, ko se ti pohecaš, pa te vzame resno, si nekako potem sam občutek da in se pogovarjajo o resnih stvareh. Iz preizkuševalnega pride včasih svetovalni klic. Otroci imajo občutek, da morajo imeti ful resne probleme, da kličejo na to, ampak v bistvu gre tudi za tiste, če pokličejo in rečejo, meni je dolg čas, jaz ne vem, kaj bi delal, je to zelo dobro izhodišče. Ne rabijo, imajo otroci in mladostniki včasih občutek, da to mora biti nekaj groznega, da ti moraš poklicati tom in teh nekih preprostih preganjanja osamljenosti tudi in dolg časa je veliko. No, pol pa tisti del preizkuševalnih, ki pa ni, kjer si ga manj želimo, je pa tisti, kjer so mogoče vulgarni, kjer je zadeva brez premisleka spuščena v eter in uho nekoga na drugi strani in pušča precej neprijetnih občutkov. S temi se mogoče imamo malo več dela, da svetovalce razbremenimo. In mogoče se premalo o tem govori, da se pojavljajo, spet ne govorim o slabih in zlobnih in groznih otrocih, ki to počnejo, premalo ozaveščenih, ker je ta meja med tem, kar je smešno in kar ni več primerno, danes pa je kar precej zabrisana. Tako da različni klici, no, in teh klicev je, kaj pa jaz vem, okrog 70% mogoče. Tako da vse ostalo so pa težave in težavice, problemi in zagatice, skratka do izjemno resnih zadev na celem tem kontinuumu tematik. Veliko jih je vrstniških, veliko jih je družinskih, veliko jih je spletnih pasti, nasilja in napak, veliko jih je, kaj pa jaz vem, z temami odraščanja in predvsem spolnostjo povezanih vprašanj, tako da potem so pa tista, kjer so nasilje, vrstniško nasilje v družini, take resnejše in pa predvsem zahtevne teme, ki se pa na tomu tudi pojavijo. Ponoviva morda ob tej priložnosti številko Ja, dajmo. telefona? 080 116 111. Tako. Otroci vedo iz vaših izkušenj, dovolj dobro poznajo ta program? Jaz mislim, da na šolah, če pridete, oziroma samo oglaševanje in pa promocija Toma se mi zdi izjemno v redu, ker je tudi ponujena številka na vseh, kako bi rekla, jaz vidim
plakate, letake, marsikje, ko se, ne vem, sprehajam po spletnih straneh, pogledam ali pa v živo na šolah, v ambulantah, skratka veliko je tega. Mogoče malo manj ozaveščanja o tem, kako in kaj in zakaj, ne. 1 na 1, to je tisto, kar jaz pravim ustno izročilo, ker jaz kot nek zelo velik pristaš Toma na šoli, na kateri delam včasih, ko odprem temo na razredni uri, vidim, da se ne ve točno. Torej, meni se zdi samoumevno, otroci ne vedo. Predvsem to, da so zadaj prostovoljci, in da so to svetovalci, ki želijo pomagati in se malo jim spremeni potem ta način razmišljanja o tem, kaj bodo rekli, če bodo poklicali tudi brez pravega razloga. Tako da jaz mislim, da je številka v našem prostoru zelo prepoznavna. Jaz moram vedno razmisliti, da jo ne obrnem edino, ampak napisana je povsod. Letaki so povsod in otroci ga poznajo. Tom telefon, poglobljeno poznavanje pa je vedno dobrodošlo, tako da mogoče bi se moralo več govoriti o njem. Prej ste govorili o prostovoljcih, torej na tom telefonu, celotna mreža Zveze prijateljev mladine je v bistvu bazirana na prostovoljcih, tudi ko greste na letovanja v Poreč, na Pohorje, ne, kar počnete v Zvezi prijateljev mladine Maribor. Ste letos uspeli zagotoviti dovolj prostovoljcev za vse otroke, ki so želeli letovati z vami poleti? Hvala za priložnost, da tudi o tem spregovoriva. Meni se zdi prostovoljstvo, večkrat sem to že povedala, kjerkoli sem da, bi morala biti ena temeljnih vrednot naše družbe in bi morala biti višje cenjena oziroma izpostavljena bolj, ker je to dejansko ne samo pri Zvezi prijateljev mladine, ampak tudi ostalih nevladnih organizacijah v bistvu srce delovanja. In jaz mislim, da če bi zdaj zaprli oči in odstranili samo ZPM Maribor iz Maribora, predstavljati si, česa vsega ne bi bilo. Ne bi bilo Dedka Mraza, ne bi bilo pustovanja, ne bi bilo letovanj. Govorimo o nekih teh programih in delih, ki tečejo skozi, pa dobivajo včasih občutek samoumevnosti, kot da se same od sebe izvajajo, ni temu tako. Zadaj je cel mehanizem, ne samo strokovne službe in tistih, ki delam, pa predvsem blazno število prostovoljcev. To so ljudje različnih starosti, različnih profilov, različnih izkušenj, skratka, ki darujejo svoj čas in znanje za to, da je nekomu, v našem primeru otrokom in mladostnikom, predvsem v prostem času lepše in boljše in da so predvsem varni, takrat, ko grejo kam. Ni čisto nesebično prostovoljstvo, ker ko ti opraviš delo dobro, prostovoljno, sama sem že celo življenje prostovoljka in govorim tu pa res iz izkušenj, je to ene vrste plačila, ki ga drugje ne dobiš za mogoče isto stvar, ki jo počneš. Torej, ti vložiš brez pričakovanja druga kot uspešno opravljenega oziroma, dajmo reči, sreče in zadovoljstva tistih, za katere skrbiš. Govorim seveda o letovanjih zdaj v tem trenutku. Enako je na Tomu, enako je tukaj v Dumu, Domu ustvarjalnosti mladih, prostovoljci, ki so, enako so tisti, ki so na Mladi za napredek Maribora, bralni znački, skratka povsod jih imamo. In potem se povežeš v eno skupnost, ki kljub vsej pestrosti, kot sem rekla, starost, spol, izobrazba, skratka zelo smo ekipa prostovoljcev različni, je pa ta skupna točka, prostovoljstvo, tako močna, da je vsako srečanje prostovoljcev ti da napolni baterije za kar nekaj časa dela za naprej. Niso vse izkušnje dobre, pridejo težki trenutki, ko ti ni jasno, da ti si tu prostovoljno in bi rad nekaj, pa stvari ne grejo ali pa jih nekdo ne ceni, skratka ni samo enostavno, ali pa predvsem je tudi veliko odrekanja in dela. Samo jaz pravim, da na tehnici potem tega pravega plačila v smislu dobrih občutkov je pa sigurno prevlada to, če najdeš tisto, kar rad počneš, ne. Torej tisto prostovoljno delo, veliko je izbire v Mariboru in okolici na tistem področju, ki tebi leži in ker lahko največ daš. Tako da, če kdo karkoli razmišlja, da bi nekaj še zraven počel v življenju, pa ne ve točno kaj in na kak način, vrnil malo družbi oziroma
svojemu lokalnemu okolju seznam prostovoljskih organizacij in ljudje, organizacije, ki potrebujemo prostovoljce, nas je zelo veliko. Če nas je bilo dovolj, je bilo vaše osnovno vprašanje, v mariborsko bom rekel, glih za glih. Je bilo, imeli smo nekaj težav, vsako leto jih imamo, predvsem s pridobivanjem novih prostovoljcev, ker tisti, ko izkusijo to delo in ta način funkcioniranja, jih kar nekaj ostane, ne vsi, ampak pridobivanje novih pa nam je predstavlja precej velik izziv, tako da navijamo za to, da bo se o prostovoljstvu veliko govorilo in da bomo vse organizacije, ki potrebujemo prostovoljce in ki delamo oziroma stojimo na njih, dobile potrebne ljudi. Jaz nekako verjamem, da to bo, ampak ni več tako enostavno, kot je mogoče bilo včasih. Čisto konkretno, nekdo, ki zdaj posluša in bi želel postati prostovoljec pri vas ali kje drugje, kaj je Obrne se na treba? našo spletno stran, tam je tudi, so koordinatorice, ki delajo, želim postati prostovoljec, je to, kar moraš imeti v sebi, potem pa za vse ostalo poskrbimo mi, da se najde tudi tisti del, ki ti najbolj leži, potem so tu izobraževanja, vedno sprotna usposabljanja, druženja, tudi neformalna s prostovoljci, skratka, ni prostovoljec, samo si podpišeš in postaneš, ampak je ena cela, mi smo izjemno dobro, se mi zdi, organizirani v izobraževanju naših prostovoljcev, pa upam, da potem tudi v ohranjanju, v smislu držanja tempa izobraževanja in pa tudi neformalnega druženja. Vi že hodite kot prostovoljka oziroma kot vodja izmene Ja. na Pohorje? Še zmeraj? Še zmeraj in ja, v prvi vrsti je to prostovoljno delo, to nima veze ne z mojo funkcijo, ne z ničemer, kaj opravljam, to počnem že, mislim, da 2005, leta 2005. Najprej sem bila 2 leti vzgojiteljica, dom Miloša Zidanška je moj drugi dom, poleti na Pohorju. Jaz mislim, da premalo Mariborčanov ve, da je to naš dom, enako kot Virc v Poreču, ki se bori z zobom časa trenutno in za tem, da bi potreboval nekako sveži veter za ponovn zagon, ampak je pa domovanje vsaj dvema kolonijama že vrsto let, tako da jaz sem pedagoška vodja prve, za nami sledi še druga, povprečju 60 otrok, 11 dni, ni morja, so pa druge aktivnosti, ki so pestre za tiste, ki imajo raje hribe in naravo in svež zrak, kjer vedno pobegnemo tudi od vročinskih valov. Imamo škrata Mileka, ki nas čuva, in svoj slogan, ki se mu reče ponosno različni, tako da skušamo v teh 11 dneh živeti dejstvo, da taki kot smo ali pa kot so otroci in mladostniki, so najboljša verzija sebe, tako da neverjetno, kako zelo se je to prijelo, no? Ta slogan, in pod katerim, če vprašate katerega koli Pohorca, ki hodi na Pohorje, ogromno imamo povratnikov, točno vejo, kaj to pomeni. Torej, ne se spreminjati za voljo koga drugega, ob tem, da smo kolonija prijateljev, ker je meja moje svobode, meja svobode drugega, dajmo reči, ali pa dostojanstva, tako da ni samo jaz, sem pač tak in lahko počnem, kar želim, znotraj okvirov, ki se jim reče dobri človeški odnosi. Skratka, jaz sem izjemno ponosna na pohorsko kolonijo. Pa tudi signal je tam bolj slab, ne? Na srečo ga ni skoraj, ne, je, malo je, ampak telefonov nimamo že od začetka, razen pol ure pred večerjo oziroma po večerji, pa takrat je še signal, to jih malo jezi slab, ampak še enkrat, povratnikov je kar nekaj in nimajo dostopa do drugih elektronskih pravzaprav naprav, skoraj da ne, pa ne samo, da preživijo, celo super se imajo. Letos ste konec avgusta dejali, da ste lahko peljali vse otroke, ki so želeli letovati z vami. Torej, to so otroci, ki pridejo na različne načine na ta letovanja, ne? Torej, Nekaj je samoplačnikov, nekaj je subvencioniranih letovanj, nekaj je zdravstvenih letovanj, nekaj je torej subvencioniranih strani mestne občine, imamo pa tudi Pomežik soncu, ki je vseslovenska akcija zbiranja. Skratka, ko se akcije ZPMS-ja in ZPM Maribora in vseh dogajajo,
vedno pridejo sredstva v prave roke, tako da to, da ne bi kdo mogel iti zaradi tega, ker ni sredstev, že dolgo ni več razlog, ker ogromno se dela na tem, da se pridobi dovolj sredstev in imamo podporo, kot sem rekla, občine in zdravstva, da otroci, ki jim to pripada, grejo po precej nižji ceni. Tako da peljali smo vse, ki so želeli iti. To so pa najbrž tam nastajajo spomini, ne, za vse življenje. To zdaj govorim tudi čisto iz svoje izkušnje, res? ne kot Ja. otrok je bil tam, ampak kot torej animatorka, ne, ko gledaš vse te otroke. In Mislim, zaznamuje tudi tebe, ne, oziroma ti pusti marsikaj. Sploh se mi zdi, določeni otroci, pač seveda delaš s temi, ampak nekateri pa ti res pustijo nekaj, pa jih nosiš potem še malo s sabo. težko je to opisati, razen če izkusiš. Ne? Pri nas so tudi Pohorje precej blizu, ne? In gostje, ki pridejo, skočijo na Pohorje in jih dosti lažje nekatere dobimo, ampak meni je vedno najbolj zanimivo gledati goste, ki pridejo z nekimi ali pol pričakovanje ali ne, in potem odidejo čisto navdušeni. Tako dostikrat tudi dobimo kar donirane obiske in nastope, ker so bolj tako ganjeni, ko vidijo to skupino otrok, pa se v osnovi tudi zelo imamo veliko dobrih ljudi, veliko dobrih slavnih ljudi, športnikov in glasbenikov, ki pridejo z veseljem, pravim, med otroke še zmeraj. In da ne bi rekla, da samo v štartu pridejo z namenom, ne vem, zaslužiti, težko, ker vejo, kdo smo in kaj počnemo. Ampak hočem reči, ko pridejo gor, samo vzdušje in tako, kot ste rekli, posamezne zgodbe in ta preprostost bivanja, ker si in to so počitnice in to, kar vibe bi rekli zdajšnji mladostniki, torej ta občutek nečesa lepega, potem te ne more neprizadetega pustiti. Tako da verjamem, da se vas je dotaknilo, no, če ste bili samo doli kot, ne samo na obisku ali kot animatorka, zagotovo z nekim vtisom greš, ne. Ja. Sploh, ko vidiš pa mehanizem Vircu 300 otrok, tisto je pa šele zelo fascinantno, Res. istočasno, ja. Kdaj se odpirajo prijave za naslednjo sezono? Hitro, ne? Dobro me to spraševati. Jaz mislim, da mi z marca začnemo, februarja, marca prostovoljce, mi moramo najprej imeti bazo prostovoljcev. Zbirali smo vedno okrog 1. maja. Letos je bilo, ker je spletna aplikacija, smo bili ko na koncertu Rolling Stonesov razprodani oziroma so bile prijave zelo hitro zaprte. Tako da z nami in z Rdečim križem in še s kom drugim, jaz mislim, da se tega poslužuje in udeležuje izjemno veliko število otrok, ne. Tako da v bistvu interesa ne zmanjka, rabimo prostovoljce in vedno sredstva, da potem speljemo še mogoče kaj zraven obveznega programa, tako da objavimo dovolj hitro datume, tako da vedo, kdaj se pripraviti na to, da se prijavijo. Predtem že zbirajo zdravstvene napotitve in to, ampak ja, tam nekje. Zdaj, po koncu tedna otroka, ki se torej končuje v nedeljo, ni več daleč do prvih počitnic v šolskem je. letu, do Krompirjevih. Kaj to pomeni za Zvezo prijateljev mladine, za vas konkretno? To so tiste dejavnosti, ki so ob vseh ostalih, ki se mes dogajajo, cunjami in podobne zadeve, udarne. Torej, počitnice so spet napolnijo dom ustvarjalnosti mladih z otroki, tistimi, ki ali pridejo na delavnice, ker nimajo kje biti, ali zato, ker si želijo ustvarjati v počitnicah. Tako da hiša je zelo živa, ko so počitnice, in znotraj je vedno pester program, ponovno, ki je sproti objavljen. Potem pisali smo pa že, vzbujamo počasi že dedka Mraza tudi, da se pripravi na to, da se vrne v dolino za nekaj časa. Tako da ostale aktivnosti Mladi za napredek, Tom telefon Maribora, Tom telefon in vse ostalo, pa zmeraj teče vzporedno. Tako da bi si človek mislil, da je zadaj cela tovarna ljudi ali pa ne vem, škratov, ki to počnejo, v bistvu pa gre za 12 ljudi, ki vodijo in organizirajo in skrbijo za celo organizacijo, ki je Zveza prijateljev mladine Maribor. Zaključiva na tej točki s pozitivnimi mislimi, torej Absolutno. veliko oziroma mala skupina ljudi, ki delajo lepe in velike stvari, Res je. velike zgodbe, Res je. prostovoljci pa so torej zmeraj vabljeni, zmeraj in ne. Ja,
kdorkoli, pa tudi če niste prepričani, mogoče veliko imamo teh priložnosti, da prideš, probaš, vidiš. Da ne bi rekla, da se je tu veliko, ne samo dobrih prijateljstev rodilo ali pa zgodilo med prostovoljci, tudi velike ljubezni, skratka, ne gre samo za to, da ti oddelaš, ampak gre za neko trening tudi naših socialnih spretnosti, dajmo reči, predvsem pri mladih, da vidijo, preden štartajo v nek poklic, ali je to. Veliko imamo teh študentov, prostovoljcev, ki testirajo v praksi to, kar se učijo, torej psihologi, pedagogi, kdorkoli, vzgojitelji, pa tudi čisto nepedagoške veje, dajmo reči, ker vidiš v čem in ti da nekak tisto praktično piko na i, da veš, da si eno delo ne samo sposoben, ampak ga rad delaš. Ali pa ugotoviš, da to enostavno ni za tebe, kar pa jaz mislim, da je tudi dragoceno, preden greš v službo. Tako. Hvala, Nina Babič, da ste bili naša gostja. Jaz z veseljem. Hvala, da ste me povabili. Z veseljem. Hvala, da ste zdržali do konca. Sledi še oglasno sporočilo večera o tem, kaj bomo brali za vikend. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali čez vikend? Večer v soboto prinaša. Z Evropsko komisarko za širitev Marto Kos smo se pospeli na Uršljo goro in tam z njo govorili o popoplavni obnovi, o Trumpu, o carinah, populizmu, vojni v Ukrajini, širitvi Evropske unije, Zahodnem Balkanu in odnosi s slovensko vlado. Pravi, da ne moremo reči, kdaj se bo končala vojna v Ukrajini in da ji mora Evropa pomagati. V Srbiji ima Evropska unija problem, bi jih je odzela 10% evropskega denarja. V slovenski nacionalni politiki pa pravi, da se je leta 2022 odločila prav, ko je umaknila kandidaturo. Skupina Avtomobili je nedavno praznovala 40. obletnico delovanja, jubilej pa je proslavila z dvojno ploščo največjih uspešnic. Gonilni sili benda, brata Marko in Mirko Vuksanović, sta nas ob tej priložnosti popeljala skozi nastajanje 13 večnih uspešnic njune skupine. Spletne platforme, kot sta Temu in Shein, so izkoristile popandemsko depresijo v denarnicah in počutju ljudi. Rast je bila neverjetna. V enem letu od štarta do najbolj uporabljene aplikacije. Samo v EU dnevno prispe 120 milijonov paketov nizke vrednosti na dan, več kot 90% z Kitajske. Kje so pasti cenene robe? Veliko jih je in niso nedolžne. Kaj pa prinaša Večer v nedeljo? Japonski ambasador miru v Sloveniji. V sklopu potovanj po svetu se je na Štajerskem ustavil Daisuke Tarutani, karateist, potomec samurajev, filmski režiser in producent, predvsem pa promotor sožitja med narodi. Brez psa vladata velika praznina in tišina. Bojan Amon o tem, kako je štirinožec spremenil njega in njegovo družino, v knjigi Očka, kupi mi kužka. In o modni znamki, ki jo nosijo kraljice. Eli Saab je oblikovalec, ki je iz libanonske delavnice ustvaril imperij sanj in svetlobe. Vse to in še več prinaša vikend branje, vabljeni k spremljanju Večera tudi čez konec tedna.